A veš, ne znam tega zares čisto dobro sklanjati. Kak je že, tako zavodnje, a veš, zavodne je tudi podobno, a ne? A si v zavodnjah ali si v zavodnju? Nisem čez ziher. Težko je biti slavist v Velenju. V Velenju pa sploh, ko se že nismo zmenili, a smo v Velenju ali Veleje. Glede na to, da je narečje zelo močno, zelo prezentno. Pa nas je pa sploh tak, pestr let Veš, tega. kaj se boljš, da je po domač, tak je najbolj prav. Ja, ne da? vedno mora biti. No, ampak v glavnem, v Nazarjah si odraščal, a ne, a je res? V Nazarjah sem bo odraščal, tam sem bo res odraščal. Ja. Podeželje, podeželski pop. Ja, Blokovc, gangster. A, Denehi, a to tudi, v Nazarjah Mi smo tudi. grafite pisali prvi. Kakšne grafite pa? Ja, za začetek smo kar pisali, kolegi so šli živeti v Ameriko in so prišli nazaj in so rekli, stari gor so pa grafiti, a ne? In potem se mi prištelamo, da bomo šli grafite pisati, a ne, in kupimo mi sprej, a ne? In v teh cajteh, 92, da je to bilo kaj takega. Je bilo vse drago, a ne, in po mi ugotovimo, da tudi sprej bil drag, a ne, je bil prvi grafit je bil pizda, drag sprej. Vrede, kar so Ampak je bila fura akcija vseh Nazarčanov, pa mimoidoči, ki so videli napis, je bil tek pasal, je koncept iz cajta, ki je bilo drago, vse pa še sprej, a ne. In posti težko bil umetnik, a ne. Ja. Da je bilo težki časi. A pa ste imeli kakšne grafitarje, ki ste se zgledovali po njih, ali ste to po feelingu tako? Smo malo po feelingu, drugače pa smo pol delali sence z motorji, sence, in pa smo naredili, a ne, pa smo bili po senci narisani in je spadlo vrhunsko, tako da znamo, a ne. Ampak ni bilo po tako obdobje, ki je bil res drag sprej, smo po hitro nehali, a ne. A pa je kdo od teh, ko ste takrat ustvarjali, a je pol kdo šel prav to kako umetniško sfero, tudi pol naprej, ker dosti teh začetnikov, grafitarjev recimo, a ne se pol odločijo, da to... Se res, ja. Tako daleč ni šlo, je pa nastalo nekaj bendov iz tega obdobja, ne, Pure Cut pa Black Summer, ki še zdaj drmajo. Ta generacija smo bili, a ne. Black Summer je zdaj nazaj, tako novi fosili in imajo ful dobre komade, tako da... Sam, če jaz kaj vem, to so bili še v cajti mestnih straž, ko je bil hišnik še Capo di Banda, a ste jih dobili kdaj čez pukelj, ko ste ga tekle srali tam naokol? Tak ne, smo pa, ko smo bili hitrejši. Korak pred hišnikom smo. No, to, ko si rekel, ti frendi, a ne, so bili v Ameriki, pa so prišli nazaj, a tebe je imelo kdaj, da bi šel v svet in se ne vrnil v svoj mali kraj? Ne, niti ne, jaz še ko sem v Ljubljani študiral ortopedijo, a ne, še tam mi dejansko mislim, na en vikend nisem ostal v Ljubljani, da sem zmeraj šel sem na moje delo, ko sem za vikend masiral, pa se s tem bolj ukvarjal. In niti v Ljubljani bolj nisem ostal. Je pa pol bila ena ideja, kasneje 2010 sem imel srečo, da sem si je bilo še več cajta in smo se iskati vzela cajt za dopust Severne Amerike, pa prej Novo Zelandije, ne, in je bila ideja, da bi se selila po zimi pa taj za 3 mesece, pa tam, kaj morati ustvarjati, ne, tudi samo kampiranje, tam drugače narediti, ne, brez recepcije, kar kuverto pustiš na eni zvezdici vse skupaj, ampak tako zanimivo bi bilo pač na to idejo, da bi tak sam. Sam, no, ka? Posel pa Kalinja, novembra pa ne moraš dijeta, ne? Se pravi, zaradi savinskega želodca se prišel nazaj domov. Ja, zaradi želodca, ja. Ljubezen gre skozi želodec. Ampak kampiranje, kemp kot tak, ti je bil pa verjetno že kar malo v krvi, položen v zibelko ali kak? Ja, mi smo kot familija ful kampirali in smo mogli biti veliko na morju, ker sem mečka astmatika, in smo veliko na Lošinju, pa že tede sem bil kar posojen po vsej žlahti, pa posoda sem bil tudi po 45 dni na morju. Pol pa, ko sem sam začel doživljati puberteta, ne, je bil pa bicikl, kitara, pa dejansko vsak vikend v Logarsko, v kempu Logarski, sem bil tudi prvi gost, sem ful ponosen, da
sem bil prvi gost kempa v Logarski, ki ga žal ni več, luštna lokacija in smo si dejansko maline, vršičke zjutraj skuhali za čaj. In je bilo tisto obdobje, to je bilo stara kar na 4 leta in je bilo tako res vrhunsko, govorit specifično in potem se je kar začelo nabirati ljubencev, korošcev, čudani ljudi, da na koncu se jih bilo že 70 do 100 in je bilo vrhunsko zmenjeno z res gospodo Ikovica, še danes ga imaš takega človeka v srcu, ki nas je sprejel vsak petek, nas je čakal v Štarcuni, ki so bile paštete, pa tam, ki je pol cajt tudi smučišče in je dejansko smo dali ves denar, ki smo ga imeli, ki je ostalo od sprejev, smo dali in smo kar na vinjeto varianto, tokle imamo, pa on po gruntu, kaj nam de pripada za ta, in nas je zmerom da smo zjutraj dobili jajce, da nas je zmerom pogledal, koliko še bi vina nam pripadalo, da ni bilo čez in je bilo super in potem smo tam pač malo v hribe, malo kitara, malo wagen in je tisto obdobje v Logarski je kar trajalo en cajt, in ja, tede, pa tabornik sem bil, tako da samo navdušenje je zgleda, da jaz, mislim, dejansko skozi jaz smo nekako tudi. Si rekel, da si kitaro špilo, si špilo v kakšnem bendu? Tudi tako? Posluha, veselje, da posluha imam, da sem ugotovil, da enostavno res ne, ni Si pa podpiral bende lokalne, si hodil na njihove koncerte, ste se družili, je bilo to tudi kaj s tem povezano? To pa smo zmeraj v Ljubljani, jaz sem bil, pač hvala Bogu, tudi cajt predsednik kluba študentov in potem smo organizirali v Ljubljani v parih lokaleh, pa tudi v Mariboru. Krakra je bil, če se spomnite, in so špile tam naši pjurkati Black Summer in je zdaj sploh fajn, ko prihaja druga puberteta, da je Black Summer spet nazaj na odreh in spet ustvarja, imajo 4 nove komade in tudi v Kempu meni, da so napisali pesem, tako da je glih v bistvu nastala. Celo danes je prišel po mailu prvi uraden demo Camping menina. A ni zanimivo, kako se ene stvari skozi življenje, a veš, kar peljajo in pač imajo neke cikle, pa malo poniknejo, pa pol spet prevrajo na plano. Ja, se kar neke na lesi varianta, ne. Se vračajo, ja, fajn je, če se dobre stvari vračajo, ne, in je vse, v bistvu, če si v takmu vibu pol to. In je pa zanimivo, ja, da pol je teda res fajn. Teda. Pa si v teh študentskih cajtih si bil tudi vodič, ne? Tako se je nekako začela ta zgodba o kampu v Menini. Ja, v bistvu tek se je začelo, ja, jaz sem kar malo vedel, da bom zdravstveno šolo šel delati, navdušil me je stric iz Dolenjske in pa teta in v glavnem sem kar pohitro vedel, da bo to, pa da bo fizioterapija, ortopedija, nekaj v tej smeri. S tem nisem imel sploh težav v odločanju, kaj bom. In potem sem tudi že na drugem letniku srednje šole naredil tečaj, ki je trajal na leto za masaže, ko ga dejansko ne bi smel narediti, in potem sem tek strmal ravnateljici, da me je spustila, da pred končani srednje šoli, da naredim tudi tečaj masaže, pa dobim obe diplome konc, da sem 2 diplome dobil konc srednje šole in potem sem dejansko začel leta 1994 že masirati, in potem sem ful to gonil, sem bil v fizioterapiji Košenina v Žalcu, pa fitness center Matin, pa športniki in sem pol to kar do 2014 dejansko, še pol, ko sem kemp imel, sem hitro naredil, skočil v salon, naredil par masaž in nazaj in zdaj še to držimo malo po konc za turizem, nismo pa mogoče žal šli bolj profesionalno to, ker smo imeli dobre osnove za, da bi šli morati v tak resen terapevtski center. Se mi zdi, da smo jih kar nekaj pozdravili. Pa potem sem tudi učil masirati, da sem naučil masirati 360 ljudi. Jaz sem 2-3 leta v Ljubljani, to mi je bilo super. To Čatež, jaz sem bil hišni maser, 2-3 leta sem šel v Čatež, je tam čakalo 12 ljudi, smo jih naučili masirati, dobili tak nežen certifikat z naše strani in je to špilalo do 2014.
Sam kaj je te pol prevagalo, se pravi, tako skozi, a ne, cel life v bistvu bil aktiven na ful različnih področjih, a ne, evo to, kar si zdaj razlagal. Pa pol vemo, da si se tudi mal z event managementom ukvarjal, kaj ste imeli shit festival, ko ste ga srali, a ne, pa to, pa ono, pa to, skratka, kaj te je pol v resnici potegnalo v Ja, pol turizem? vmes ta klub študentov se je pojavil in smo ga sodelovali prej z prejšnjim predsednikom, pa po smo pa pogruntali, da bi bilo fajn, če se zabavajo naši študenti, a ne, smo imeli projekt Kar tak en žur in smo Kar tak en žur naredili v dvorani v Kokarjeh in so bili drinkersi po Sodi Jurje in je bilo super, tako zunaj je bil parkiran fičo, tam si plačal celo stopnino, smo imeli drobiž in je to kar laufalo en cajt, a ne, sem se pol to kar, je kar naporno to bilo spravljati v nek plus in naš klub je imel nič financiranja takrat in to je zdaj pol se uredilo prek ŠOS-a. Tako da dejansko je pa ja, po že v muzejju TVD Partizan smo imeli Demolition Group, pa se je pol kar pelalo v smislu teh zabav. Obenem sem pa pol v Ljubljani bil dejansko, pri parih kolegih smo bili kot akcija, neko združenje neformalno vodnikov, ki so nas poklicali last minute, pa so rekli, le, bo šel v Krakov, bo šel v Bratislavo, jaz sem imel bolj Bratislavo na čez, sem tudi velik Velenčan od tja pelal, a ne. Tako da kdor je bil z menj. A si bil v bunkerju v Bratislavi? Pod gradom ta klub, ki je bil, ki je v atomskem zaklonišču bil. Si kdaj bil? Mi poznamo to tudi, reči, bil pa tisti cajt bolj popularen KGB, Tivoli pa Charlie. Te tri smo dejansko vrteli okoli. Bunker je bil pa tak, ni bil glih na voljo skozi, tisti cajt je leta tam 95 do 98. Ampak ja, teda to sem pol, se s tem ukvarjal, po smo pa opazili, da je v Ljubljani se začel ta izmenjava študentov, a ne, in je prihajalo v Ljubljano, kar nekaj so Španci, pa Maltežani, pa Švedi, pa pač nek folk iz Evrope in so se imeli fajn, za vikend bi pa radi kaj videli v Sloveniji, pa da imajo dosti Ljubljane 5 dni na teden, za vikend bi pa še kam šli in pa smo rekli, pa v Savinjsko pridite, pa bomo ga srali, a ne. In potem smo začeli najemati kmečke turizme, pa z njih pa nek par in smo dejansko pripeljali busi gor in je bilo sprejem, zabava v soboto izlet, nedeljo zajtrk, pa še izlet, kak rafting bicikl, pa smo že pol se vikend hitro ponuca, a ne. Potem smo pa to šli na malo več ljudi, pa smo rekli, da bi to poleti naredili en tak študentski internacionalni tabor, ki je pol Krtica pokazala, da je to šit v muzejju. In pol je bilo ta šit v muzejju 2 leta sam, žal poga je novo vodstvo kluba predstavilo v Nalaze, ki se je imenoval Festival on the Edge, se pravi, takrat, ko smo mi pa to delali, je bilo z naši ekipi bolj na športu, kolikor je bilo takrat opreme, ko smo, to je bilo leta 98, pa pol bicikle dobiti, pa smo bolj pohodništvo, pa same delavnice v kempu izvajali, da so se pa žurka zvečer, pa Spielberg Summer, pa Purkat, pa še kateri. Pa je pa to šlo na Laze, na On the Edge festival, bolj kulturno, pa tam ja, se je to dejansko začelo, a ne. Ampak je imel ta shit festival, kakor si omenil, zelo zanimivo promocijsko akcijo, ne? Po Sloveniji. A imate sliko? Ne, tisto pa nijamo, ne. Ampak to še reči. ampak je bila taka, da udari, da te zadene direkta, ne? V bistvu zelo targetirana za ciljno skupino. Ja, bile so take uporabljene spodnice, vidno uporabljene in je bil pač šit, študentski internacionalni tabor, pridite, ga bomo srali, Zgornja Savinjska dolina in sploh ne, zakaj smo, takrat je bilo pač ta obveščanje prek plakatov, a ne, to še je bilo res še v povoju, vse te mediji socialni in smo, ja, uspeli, pol, ne 200 ljudi je bilo pol na festivalu in smo mogli preskrbeti žur in tudi tako varstvo in zdravnike na lokaciji, kolege. Zelo zabavno, ja. Drugače pa dejansko ja, še
v tej smeri je pa tek se razvijalo, se pravi iz samih dogodkov, TVD Partizan, prej pa takrat Kenžur, je dejansko tek lezlo naprej, ja. Da je Ampak so to oglaševanje kot dobro tudi na Magdaleni prepoznali, a ne? Ja, 3. ali 4. mesto smo dobili na Magdaleni, oglaševalski festival je bil, en plakat so kar sami nekako taj organsko zapeljali, ker je bil zelo zanimiv, zelo za tiste cajte. In ja, res tako, te spodnice pa pridite, ga bomo srali. Ampak kul je ta v bistvu neposrednost, ko doskrat v bistvu zavijamo kako stvar, ravno zaradi tega neko samocenzuro, bom rekel temu, zaradi tega, ker imamo občutek, da pač bo se mogoče preveč dotaknila ljudi ali pa nekoga celo užalila. A ne? In v bistvu ciljna skupina, kateri je bilo namenjeno, je po mojem prepoznala noter res dobre atribute. Mislim, ker Magdalena je bila tudi znana po tem, da je znala prepoznati kar precej revolucionarne ideje tudi znotraj oglaševanja. Tako da je to zelo v bistvu dobra nagrada, no. To je bila res lepa nagrada za celo ekipo takratno in mogoče je vse skupaj s tem sprejem začelo, že tista beseda je bila že malo nesramna, ampak je pa, vemo, kaj pomeni, da to ni tako direktno, a ne. Tako da v bistvu se je, ja, pol kar pelalo iz tega ven in zdaj, če me že vprašate, kako je pol se skupaj pelalo, a ne, je iz tega šita, jaz sem še naprej ustrajal pri ortotiki in protetiki in čeprav me je pol tam ena profesorica začela nekaj bremzati pri zadnjem izpitu, je pa, sem bil pa pri županji na Ljubnem, a ne, in sem se glih menil, da bi jaz s tem šitom malo spremenili, pa da bi jaz se poslovil kot predsednik kluba in da še naredim zadnji žur in smo se želeli Magnifika. Pa se pač pogovarjamo, to je nuno in tretje in prileti za meni na parking na Ljubnemu, da se pač kamp Menina prodaja, da to bi pa mene zanimalo, glede na to, da sem že študente sem vozil Savinjsko, pa da smo nekaj organizirali je, pa da sem kampiral v Logarski, je organsko, dejansko se te stvari res zgodijo tako, da je bil, plan je bil ortopedija, pa terapije, pa masaže, a ne, je bil res plan že narediti, ko sem bil star 12 let, pa je pol se je tudi gradil, ampak dejansko, da sem pol v tizmu in dnevu presekal, da ok, to pa zdaj ne, ker sem pa da je čist nekaj novega, tako da je pol tudi so doma bili kar šokirani, sploh mama, a ne, in sem pol se kar zmenil z Jožeta Borštnerjem, ki je že ta kamp odprl leta 80, pa je pol ga uspešno pelal do 90, do vojne, pa ta vojna je ta turizem čist poklesla do kolen in dejansko je bilo v celi Sloveniji takrat kar en tak vakuum enih par let in je kot taka branža, tudi kamp je čakal par let na kupca in ga kar ni bilo, a ne, jaz sem pa pri 23 letih nekako potrkal glih ta prav cajt na te vrate in teda pač tudi ta pogum za sprej, pogum za tem plakatom in pogum se odločiti za to je glih fajn, da si toliko mlad, pa toliko preprost, a ne, da kar skočiš pa plavaš, a ne. In tu zdaj vidim, ko se zdaj kaj odločamo, ker nekaj analiziramo, nekaj kabi, a ne, takrat, mislim, dejansko je ta pogum kar potreben, da prebiješ, če se, je pa, ja, po pameti treba tudi kaj narediti, ampak po pameti in srcem. Vse ni zanimivo, kako je tanka meja med biti pogumen pa biti nespameten. Pa kako se ta meja pomika, ne, starejši, ko si to, kar praviš, ne, pač ja, ko si mlad, si nesmrten, a ne, in takrat si skozi pogumen v resnici, a ne, čeprav si mogoče v očeh nekoga, ki ima 20-30 let več izkušenj, nespameten. Kako ti danes gledaš na to svojo potezo pri teh svojih 23 letih, ko si imel življenje začrtano, ko si ful vlagal v to, se pravi, zdravstveno kariero in pol shift, ker je tamle preletela za tabo, županja pa rekla, čuj, Jure Pop, kaj pa če ti bi, kako danes gledaš na to? A si bil pogumen ali si bil mal nor? Ja, res je tanka linija, ne, med pogumom pa norostjo, ne. In jaz, danes mi res ni žal, ne, je pa res, če bi imel dan več ur, bi še kaj druga zraven speljali, a ne.
Ampak, ja, ne, danes mi res ni žal za to življenje, ki ga zdaj imam, čeprav je naporno, pa pač to, kar zdaj počnemo, ti res postane način življenja in v štartu od leta 2000, ko sem začel, ugotoviš pol, da dejansko nisi več vikendov fraj in da imaš kjer piknik fališ, da se dopust mora spremeniti, da je tudi mogla hčera v drugem razredu povedati, kje je bila poleti, pa ni imela kje napisati, kje je bila samo v kempu Melina, je rekla, so šolci hodijo pa na morje, tako da smo zdaj to tudi spremenili, smo se reorganizirali tudi pri nas, da mi dobimo ta dopust tudi v poletnima cajta, Ampak ja, ta norost pa pogum, jaz ga pogrešam, ker je pa ta... Tu ne vidimo, v bistvu tako lepo zgleda, pač... Delovni dan. Delovni dan, ko familija v bistvu pač more preživeti na ta način v službi. Ker to smo to prebrali, da se je takrat spremenilo doma, ko si videl, da so vsi sošolci od hčere pisali spise, kje vse so bili med poletnimi počitnicami, hčera pa pisala, da je bila v kempu celo poletje in pa ste v bistvu načrtno spremenili tudi ene stvari. Ja, vse to je tudi naša napaka, da smo bili toliko upeljani v to, pa da zdaj lahko tam po 20. augustu malo sprežemo, pa da si prvošmo teh 6-7 dni lošenja spet. Ja, zanimivo je pa res tekle, ja, mislim, ja. To je pač, ja, privat ali pa včasih želim, da bi kar imel šik do 3, si probam predstavljati tako življenje, do 3, pa pol gre stvari početi, tele smo pač cele dneve upeti, ampak ni tako slabo, vse pol to se navadiš, preneseš si... Kakor bo znam eno zgodbo tam iz tolminskih koncev, si včasih familije, ki delajo s kempi, vzamejo pa potem zimo in odpotujejo, tako kot ste razmišljala s Katjo, da bi šla po zimi v Avstralijo, sam pa otroci odrastejo do ene mere, ko so šoloobvezni. Ja, potem pa šoloobvezni, če pa zdaj pa ta korona prenesla en kupene prakse in tudi zdaj v kempu, tudi danes imamo goste, ki imajo nadaljavo šolanje, in to so in Čehi, in Slovaki, in Nemci, in Španci. In se zdaj bi to bilo lažje, zdaj, da je korona mogla priti do tega, da je tudi šolski sistem sprejel ta način, da lahko tudi se kaj taga odločiš, tako da mogoče pa res nas kaj taga čaka v bodoče, pa bi bilo prav fajn, da se malo, kot ta Nina se res rada potepa, špela pa tudi in bi bilo to res fajn. Je pa zdaj, da smo pač zaradi celega cikla in pa zaposlovanja, ki je zelo naporno to, ne sezonsko pa sezonsko, ta sezonskost, mi zaposlujemo od 12 ljudi po zimi, 14, pa poleti tudi do 65, se pravi, je to dejansko 50 novih ljudi moramo vsako leto najti, da se izvede vso čiščenje, postrežba, recepcija, tehnika in šport. Tako da smo zdaj šli na ta nivo, ampak jaz mislim, da je prav, da gremo, da razmišljamo o celoletnem zgodbi, čeprav še recimo gorski centri smučarski so že bolj postali, ker smo videli prakso prej včasih iz Avstrije, se zdaj že v Sloveniji to dogaja. Mislim pa, da naslednji korak so pa kempi, ki bodo postali 365 dni odprti in ja, pa vse organizirati. Zdaj imam super ekipo in krasne direktorice Urše in vse okoli nje in mene in jaz mislim, da bo zelo malo prišlo do tega, da jaz tudi lahko spet za 2 meseca šel, pa se zmenil za nadaljavo. To bi bilo super. Začel si pa sam, zdaj imaš ti direktorico, full support, 65 ljudi v sezoni, talno gretje imaš zdaj, če se ne motim v kopalnici, začel si pa sam, pa grel si se na toaster, pa skoraj si se zažgal, pa doma so rekli, Jure, ne hoditi neki cajta na južno, ko te ne moramo gledati. Kaki so bili ti štarti? Ja, to je bilo... Mislim, te hitre pol milno iz tega štarta sem kar malo pogrešal,
Stolovščina. Postolovščina, polno enega mnoga dela, pač dejansko iz šolske klopi sem priletel v privat in se zavedal, da je to zdaj treba en kup stvari narediti, a ne zdaj delavce dobiti, vse skupaj takrat. In pol sem bil samo v procesih in sem dejansko iz rojstnega dneva, jaz sem na rojstni dan 1.7. podpisal, dopoldne me je prodajalec klical, da pa danes pa prid, pa sem rekel, pa se smo zmenili za petek, ne, danes sem se odločil, sem rekel, pa če imam piknik, imam, pa ni problem, ok, pridem, in sem prišel v kemp, smo prebrala še enkrat pogodbo podpisal in sem vse dokumente nesel na piknik dejansko domov, ki je fotor čevape pekel, sem rekel, le fotor, malo preliste, kemp sem kupil, pa je mislil, se hecam, pa pol malo bled, okoli hodil, okoli hiše, pol do piknika, konc zjutraj se nekako zbudimo, ponovadi je bil plan, da gremo na štop, vete kaj je štop, ne? Na štop v Portorož, pa sem rekel kolegom, da gremo, da je rajš kar do Varpol, da sem kemp kupil, da je treba malo pograbiti, spucati, pa da je treba 1. augusta odpreti, ne, da je plan, se pravi, julija sem nabavo naredil in smo dejansko še leta 2000, ali 1. augusta odprli, ne. Tako da je bilo res, ja, dejansko sem že pri tistih mladih letih, sem imel glavni izziv, bil pol jeseni, noge rešiti, ker so mi eksplodirale, ker sem bil toliko na noge, dejansko sem 4 ure spal, in to sem z lahkoto prenesel, ne? Ampak dejansko sem bedel do 3 zjutraj in pa pol ob 7 že vstajal, da sem kruh prodal in pol po kruhu zajtrke in jih pelal v hribe, prišel s hribov WC spucal, pa smo šli malo se hecati na Savinji ali pa na jezero naše, spet kje spucati, pa pripraviti večerje in pa smo z bratrancem Marko to spekla 100 rib, pa šel sem v metodo po 100 litrov golaža in smo imeli A, B hrano v gostilni, a ne. In to je kar trajalo pol 5 let, 4 leta, da smo pol tudi kupnino lahko plačali, pa da se je tudi gnar nabral, ker je dejansko sem z nekim prešparan modnarjem, ki je bila lahko ara za posel. Starši tudi so bili pač delavci v Gorenju in Šoštanje in tudi ni bilo tako enostavno, mislim, sploh ne dobiti in pa smo dejansko to plačevali, ker je skoraj 7 leta, ne, tisto kupnino, a ne. Tako da je pol do 7 let je trajalo, da smo prebili let, pa pol so, vse pol je že lepo lezlo, a ne, ampak kamp je imel 10 prkolic v štartu, pa pol smo že pol kupili prvih 6 mobilnih hišk leta 2007. Tako da ja, bilo je pač glih taka operacija velika, ampak ful dinamično in skozi zabavno in smo to dejansko, da smo bili vsi vpeti z turisti od dejansko zajtrka, da si mu kruh prodal, zvečer si mu ribo spekel, pa še v hribe se ga meso pelal, smo dejansko pogruntali, da je to tak hospitality, a ne. In ta hospitality sem pol malo raziskval, kaj je to in sem videl, da je to s tem začela najbolj Ana Zaher, ko so to torto naredili Saher, a ne. Ja. Oni so bili prvi tudi, ko so dejansko tudi ta hospitality že 1890 uvajali, a ne, in je bila pol je tudi film bil pri nas, pa nadaljevanka pred 10 letih in je zelo dobro videti, ta praksa iz tega stoletja čisto dobro prije še zdaj, a ne, karkoli si izmisliš, še vedno je človeški faktor v turizmu zelo pomemben, a ne. Tako da ta dodana vrednost, karkoli, koliko sebe daš v turizem, ne sam. Kakšno je bilo pa okolje, tako pač govorim iz tega podpornega, kaj vemo zdaj pač podjetnikom probajo različne organizacije pomagati s kakšnimi krediti pa s temi stvarmi, glede na to, da ste bili takrat čisti začetniki, brez nekih referenc, brez vsega skupaj, je bilo vse verjetno na lastnih ramenih. Ja, vse nekaj je pol poslovni načrt rešil, drugače pa vsi so rekli, kamor ko sem prišel po kredit, karkoli, so rekli, ja, prosim, reference zadnjih 5 let. So koliko 5 let, če sem pred 5 dni odprl, ne. Pa smo pač, ja, zimprovizirali, je bilo kar tak, ja, tudi, da tudi je pol, brez elektrike smo bili kar en cajt, pa tisto 2002, pa sem pa najdel v bistvu 2 angela, partnerja, ki sta vložila en nevelik denar takrat, da smo splavali saj na to nulo, pa pol da smo lahko v kemp pripravili in do tega, da smo imeli sanitarije že dvojne pol in na tak način, ja, drugače je bilo pa tisti caj 2000
je bilo turizem res ena taka branža, čist na repu, tak turizem, a ne, kako, a ne, se ga ni, a ne. Čeprav so bili kmečki turizmi, že pri nas močni zelo, ampak so že takrat zaradi te vojne, ko se sploh ta Jugoslavija, ko takrat je bilo veliko tega, tudi direkt bus je bil Zagreb, Zgornja Savinjska, ne, je bilo predvsem tega turizma, ki je pol tudi padel, a ne, in je dejansko turizem in jugoslovanski padel, in slovenski, in mednarodni, teda pač prav cajt za začet, a ne. Ampak zanimivo to, recimo, a ne, zdaj danes, ko recimo postavljamo neke strategije o turizmu, a ne, pač cel kup neke analitike, pa trendov, pa ne vem kaj še vse. Pri tebi je šlo to, v bistvu, kakor se iz te zgodbe ven da razbrati, je šlo zelo organsko. V bistvu si že skozi vse noter vedel, kaj hočeš imeti, pa v kako smer bi to zapeljal, pa se je pa v bistvu razvijalo tako organsko, da v bistvu ni bilo niti pod narekovaji vloženega veliko napora v ustvarjanje strategije, ampak si se bolj ukvarjal s tem, da kamp živi pa dela, a ne? A veš, ko zdaj se eni bi radi glamping, drugi bi radi, ne vem, hospitality, recimo v tej obliki, a ne? Ampak v osnovi pri tebi je šlo, in to se čuti, mislim, in ne moreš drugače organsko zapeljati po mojem projekta, če ga ne zapelješ iz sebe. Ja. A Sej, takle, ko opazuješ zdaj tudi druge ljudi, ko jim je kaj uspelo pogruntati pametnega življenja, je dejansko to prihajalo iz tistega bita, ki si dejansko res počel, se pravi, jaz sem z veseljem žurke naredil, pa sem z veseljem sam kampiral, in se je pol, čeprav sem imel fokus drugam, a ne v zdravstvu, a ne, je pol se dejansko iz tega hobija nastal cel koncept in tudi ta hospitality, ki je zdaj tudi mogoče res naš glavni adut, a ne, se je glih s tem začel, da smo sami vsi bili vpleteni v to in tudi zdaj, ko je toliko velika ekipa, a ne, smo tudi zaposlenim, v koroni je bil super cajt, da smo se malo s tem ukvarjali, da smo vložili ta cajt v ta kapital vseh zaposlenih, da tudi nekdo, ko čisti v kempu, da ima odprte vrate, da lahko da reče dober dan, da se s turistom pride v neko komunikacijo in kontakt in je pol ta vibe pol kar zamiga po celmu. Je pa nastalo vse skupaj dejansko iz tega, da smo mogli pa sami delati in od zajtrka do večerje skozi biti s turisti in to je dej. Skratka, ne gre za zgodbo, kjer bi ti pogooglal pa zagledal nek fajn imidž kempa, pa bi rekel, mi bi pa tole bili, a ne? V bistvu si pa bil... določe korake, a ne? Pa do tega leta hočem to, do unga leta hočem to, pa taka rast more biti, pa Mislim, ne, to verjetno misliš bolj, ja, ne? ker je najbolj zanimivo pri menini, mislim, jaz že zdaj res 15 let hodim tja, ne kempirati, ampak grem tja kaj fajnega pojesti, pa tam so mi lepi kotički za Savinjo, a ne, ampak kaj je meni bilo fino pri tem kempu, ker vsako leto je bilo nekaj novega, ampak ne novega v tem smislu, da bi imeli napihljive gradove, ki so bili v trendu recimo, ampak je bilo, recimo meni je bilo fino to, da si lahko greš nasekati drva za žar, ampak ne, da si greš nasekati, da imaš tam nek kup, ampak hiška je bila za to narejena, da si lahko tam poiskal drva. Veš, ti miselni preskoki, kako lahko iz nečesa ustvariš dodatno zgodbo, a ne produkt, ampak da živi vedno vsaka intervencija, pa vsaka implementacija česarkoli, da živi v sožitju z okoljem, a ne. A ne, recimo, mene kot arhitekta dostikrat pač zmoti to, da imaš ti neko super lepo vas, potem pa stoji tam ena hiša, ki je pobrana iz Googla, a ne, stilsko, ki sploh ne sodi v ta prostor. Tu, recimo, tvoja zgodba, pa zgodba kempa, je pa recimo ravno ta, da vsaka implementacija živi v sožitju z dušo, no, kempa. Ja. No, in a je to načrtovano, a ti planiraš, pa si to zamišljaš, da bo to izpadlo tako, ko zdaj to Bojan kot gost čuti, ali se to kar spele? Samo od sebe nekako. Ti si arhitekt? Ja. No, sem vesel, da si Biznis. da si opazil. Ja, v bistvu je, ja, nam se je zgodilo, da kakorkoli se nam je, zdaj, sanjali smo mogoče premalo, da mi smo dosegli več, kot smo načrtovali,
ampak premalo, ko bi lahko. Ne. To zdaj nekako smo zdaj se zavedli, ampak dejansko smo pa neke plane, ko smo rekli, ok, mi bomo imeli pa zdaj 12, če bomo imeli pa 12 polnih hiške, pa to platforma, ne. In da smo na 44 mobilnih hiška, ne. In teda smo presegli, ampak bi pa lahko še bolj razširili mogoče sam gostinski del, ki je zdaj v planu, popraviti in razširiti, ampak takrat je pa bilo tako, da res smo se bali bank, najprej nam niso pomagali, pol so nam, ko je bilo pač drago denar dobiti, ne, in smo rekli, da bomo vsako leto investirali to, ko lahko, ne, in zato je prihajalo do teh nežnih investicij, ki so pa se dobro upele in smo jih tako nekako dejansko začutili z gosti, da smo jih dejansko z gosti razvijali. In tudi bom kar priznal, da sem kjermu turistu rekel, kaj če bi kem bil tvoj, ne, kaj bi pa ti naredil. Veš, da z tega vidika, ker ti si včasih živiš tam in tudi gosti so nam odpirali same potencijale kempa in pa potencijale doline, ne. Da je neka čereta, ki še zdaj hodimo gor, da jim je toliko vrhunska, da pa tudi kaj, recimo še zdaj mi je včeraj en turist rekel, da here is a real grass, ko vidi travnik okoli kempa, pa par kmetov, ko res ne, ko počaka, da vse rože zacvetijo, da se tudi seme pade dol, da sam travnik sam sebe gnoji, živi in sadi. In to zdaj opazi, in še sliko sem vam pokažem, imam včeraj travnik, ki je res barvit z rožami in dostim travam, tako da čez oči turistov tudi videti, kak je lep kemp in kak je tudi dolina lahko lepa in se izboljšuje. Tako da tu pa tudi pa znajo povedati, kaj pogrešajo v kempu in kaj pogrešajo v dolini, da bi se še lahko naredilo, da bi še bila bolj uporabna. Ker jaz sem to zgodbo razvoja, jaz sem okrog tam 2010, sem s skupino nogometašev, smo hodili vsak let na piknik. Ja. In vsako leto se je v bistvu kemp razširil, vedno so bile nove vsebine in smo šli, te nogometaši, to smo imeli pač družinski piknik, zato smo takrat vse še partnerke vzeli, pa otroke. In pa v bistvu smo takole tudi špilali fuzbal, ker še ni bilo v bistvu tudi ja, jaz sem tule Pa tvoj kemp, desno, skrajno desno. Ja. In v resnici je potem smo videli, kako se je igrišče za otroke razvilo. Vsako leto so bile nove vsebine dodane, potem je bil začetki adrenalinskega parka. Ni bilo še jezerca, kjer si se lahko kopal. Vsako leto smo igrali tam na odbojkarskem igrišču odbojko, vedno je kdo padel v ta potoček noter, ko smo reševali žogo, pekli smo čevape in res uživali. Nas je pa potem ta razvoj kempa, kar je pač logično, nismo več imeli tega travnika, ki je bil na voljo. In z temi vsebinami, z razvojem, je tudi kemp doživljal neko novo podobo, v bistvu verjetno se tudi klientela menjala skozi čas, obiskovalci. A si ti te vsebine tako pač gledal po svetu tudi, kaj imajo, pa si dodajo, ali je v bistvu bil to res ta feedback, pogled od zunaj, od obiskovalcev, kaj si želijo imeti noter, naredi si svoj kemp? Jaz mislim, sama inovativnost in razvoj je v bistvu, tudi morate konkurenca zdrava, da se dejansko opazuješ in vedno se nastaja z opazovanja pa nadgrajevanja, in to vse stvari tek potekajo, dejansko tudi odpravljanje stroja naprej. Vse stvari, ampak mi imamo super organizirano na Gospodarski zbornici Slovenije oddelek za kempe in tam smo kar skupaj hodili tudi Francije po Evropi, da smo malo videli dobre prakse, pa tudi sam se veš, ko greš vsak malo po šnoferji, pa kura to pa fajn, to pa ni, to pa bi lahko še malo boljše, ne, in tele, ja, mislim, da tudi ta savinska duša te inovativnosti, ki je super biti Savinčan in zgornje Savinčan in opazovati tudi druge podjetnike, ki so inovativni in mislim, da je pri nas kar tako noro dobro okolje. Pa se mi zdi, da je inovativno, ampak
vse je preprosto. Tak, a veš, tak common sense, a veš, pač ja, sej je usmerjeno v prihodnost, gre nazaj v prihodnost, ne? Ampak vse je tak pač življenjsko, organsko, simpel. Ja, se strinjam in tudi zdaj pač turizem je doživljal en kupenih renesans v cajt, ne, mobilne hiške so prišle, ne, v štartu smo se igrali s toasterjem, zdaj se poje pač glamping, pa trampolini, pa daljinski park, pa en kupenje animacije je nastalo, poje pa zdaj še ta eko prišel, ne, in zdaj je Zeleno, to super, mi ga dejansko že skozi živimo, ne, ta do zelenega in do ohranjene narave in res želimo, da je okolica, ta naša lepa gmajna džungla, gmajna, pač za mene je lepo ime, ne, zaraščena in ja, in je dejansko, hvala Bogu, nastajalo en kup takih igrač sonaravnih. Ko že omenjaš okolje, kak je pa, recimo, če razširimo čez gmajno se še malo, se pravi, da se dotaknemo naselja v bližini, kak je okolica sprejela zdaj kemp, oziroma kak ga sprejema, ves čas razvoja, sožitje, sonaravnost, kako je sobivanje, veliko polen pod nogami, ali je, ne, ker dostikrat se zgodi, se veš, pač naša kar folklora slovenska je to, da smo zelo fauš sosedov, ponavadi. Pa jaz to nisem nikoli čutil tega tako zelo, čeprav mi je eden podjetnik rekel, sej v štartu te še pustijo dihati, pa čez cajt pa morate kjer na prste stopi, ampak po drugi strani pa smo mi prebili let takrat turizma, ko se noben ni upal z njim ukvarjati in je marsikdo šel naknadno, teda smo bili tudi inspiracija za nekoga, tako da sem pač malo, okej, fajn za to, smo lahko malo pač veseli. Tako da je bilo na tem zdaj, ja, je pa tak turizem zdaj se ugotavlja, da moti, ne, tudi v Kranjski gori moti, na Bledu koga moti, a ne, zdaj pa pogruntali so določeni, da tudi pri nas in drugje, da lahko imajo nekaj turizma, ne. In da če imaš ti nekaj turizma, pol si ga bolj vesel, zdaj tule, kdo že ima kaj od turizma, ne, že ima najprej, ne vem, komunala, da na vodo proda, pa smeti odpele, pol eden, da na keramiko položi, bageristi, les se kupi, se pravi, dejansko je že v investiciji veliko se tega denarja odbije po dolini in že to paše, ne. Pol pa še lepo pridejo tisti, ki prodajajo med pa solato, a ne, in pa sama zaposlitve, a ne, in smo zelo veseli, da se čedalje več odziva lokalcev, mi smo zelo zainteresirani, da vse lokalno, a ne, od robe do zaposlenih, a ne, čeprav zdaj moramo iti po vodnike za rafting tudi do Argentine in Češke, a ne, za poslovanje, tako da je kar barvita druščina pri nas. Tako da dejansko je pa tek, da turizem v tej dobi je že tak in mora biti tak, da vse, kar se za turizem zgodi, mora to tudi biti uporabno za domačina. Se pravi, tisto, ko neč nima od turizma, da kolesarska steza, ki je zdaj nastala, je koristna za oba, za domačina in za turista. In mislim, da je obdobje, ko bo zdaj, in to smo že mi govorili pred parimi leti, da dejansko vse, kar se investira tudi za domačina, se v Avstriji zelo konkretno vpraša, kaj pa turist, kako bo turist to razumel in uporabljal, da ne bo prišlo do zmedenih pozicij, ne, in vedno, kaj pa turist in kar mi investiramo, pa se moramo vprašati, kaj pa domačin. Mislim, da je to tak fair play v bodoče, če bomo hoteli, in to je ta sustainable turizem, da je uporaben za vse, da ni zdaj kar za turista to bogan. Mora biti, se pravi, mi se moramo vprašati, kaj pa domačin, občina se mora vprašati, kaj pa turist, ki bo razumel investicijo, ne. Se pravi, da ne postane ena turistična lokacija nek skvot za turiste prilagojen sam za nje, a ne, in da so domačini pol tle tisti, ki pač to morajo sam prenašati. In to se mora prepletati, že z investicij ven, a ne, potem se pa prepletajo tudi ljudi. In mene najbolj fajn, ko si dobijo turisti kar tak random enega frenda iz Varpola, ne, in mu da gospa solato in kumare in papriko in ga pela v hribe, ga povabi domov na klobase in se tudi to dogaja. Se pravi, da se ta spajanje se je zgodilo, kdor se je to dovolil, želel, ali pa pač se je zgodilo čisto organsko, ne, in to je pa dejansko tista
Mislim, meni je to super, ne? Da pol tudi ne rabimo sami biti tisti, ki ponujamo turizem, ampak mi smo res veseli, da ko grejo po kruhu v pekarno v Arpole, da vmes pa ena Nemka lahko pokramla z eni naši domačinki, ki glih vrto kopava. Ne? Teda to je pa... To v bistvu obema stranima širi obzorje. Ne? V bistvu bolj, ko širimo obzorje, lažje v bistvu tudi na nek način drugačnost doživimo in preživimo, ker danes je to tudi problem. Ne? Ja, to nas, dejansko te migracije, to so že turistične migracije in da se to poveže, je res super, da imajo tudi mladina zdaj, ne, da se tam, ko se kopajo na jezero, se spoznajo in so frendi, ne, in to mi je tako zadoščenje, da se tukaj povezujemo in morate tudi to povezovanje, ne, Lokalci imajo v bistvu prosto stop v kamp, tako da lahko pač se tudi družijo, pa v resnici tudi verjetno imate kakšna prodajna mesta od lokalnih produktov. Lokalci so super dobrodošli, seveda se morajo vsi obnašati, tudi naši turisti se morajo primerno obnašati, tudi naši turisti so poredni, in čas, ki jo špilajo po Arpaleh, in tudi domačini so, ki je poredni, da špilajo, ki je v kampu, tako da tu pač je tudi eno tako povezovanje in da se to uredi, da do tega ne prihaja. Tako da zdaj pa, kar se pa tiče te prodaje, pa zdaj trgovinca pa nas nastala in tudi nas je en kolega zelenjavar, ko je tudi zelenjavo prodajal, navdušil za to postaje zelenjave, ki je zdaj bolj širimo v to, da se res spet lokalni pridelovalci in zdaj jih je nekaj in če bo še to bolj uspešno prodano, jaz mislim, da bomo še koga motivirali, se pravi, da smo še upa motivacija za koga, da res tudi, se pravi, spet ima solato za domačina in za turista. Oboje. Mogoče, če se navežem še na to zgodbo o turizmu, ko se mi zdi res tek, ti najprej povedala, da je gej kurja koža, tudi meni šla, to ti moram povedati, zaradi tega, ker je tak res, jaz mislim, moje osebno mnenje, da je to pravi način razmišljanja, kaj turizem v prihodnosti naj bi postal oziroma kaj naj bo. Podcast naš zajema obe mislim, regijo, se pravi Savinjsko, Šaleško dolino. Če bi recimo zdaj, gremo malo čez hrib pogledati, se pravi še na naš konc, tudi tu so zdaj zametki, rečemo temu, že turizma, razvoja turizma, ki tudi vsako leto prinaša novitete in tako naprej. Si spremljal kaj dogajanje tu, si videl, kdaj je interes, glede na to, da si že razlagal, da ste vozili tudi turiste sem in obratno, kaj spremljaš to, recimo, ta razvoj turističen, tudi Šaleške doline, imaš... Jaz bi tukaj samo še dodal izjavo Mitja Tašlerja iz novembra 2024 studia ob 17 na Radio Slovenija, ki je rekel, da ne ve, če je prava pot turizem z visoko dodano vrednostjo, da vidi bolj industrijski turizem tukaj v tej dolini. Meni osebno se sicer zdi, da je ta način tega naravnega sustainable na nek način turizma prava pot, ne masovnega turizma kot takega, pač, kjer v bistvu se ukalkulira lokalna skupnost, kot smo se prej pogovarjali. In tukaj se je ravno tudi naša dolina nekje na nekem razpotju pojavlja, od tega, da nam želijo postaviti celice na jezero sončne. Ja, mislim, da Saša regija je dejansko povezana, zdaj, ne vem, da se je to Gorenje povezalo pred cajtom, ker organsko bi mi mogli biti povezani tam, ko voda teče, proti Celu in se tam neka ta ljubezen ne zgodila, čeprav so, se spomnim, so te RDO-ji, razvojne agencije pritiskali tudi Cela, da bi mi dol bili kot regija organizirani, zdaj smo in se bolj tudi čutimo, da smo z Velenjem, to se je tudi en tak hibrid, ki je nastal tekom teh odnosov službe sem pa taja, Savinjsko-šaleške službe kontra in se je to pol marsikaj organiziralo in zdaj je pa videti, no, mislim, jaz sem kar mal favša,
da tele dejansko je v vaših koncih je dejansko res en tak fokus pa želja strani občine. In to se čuti. In res se čuti, a ne. In tudi, ko sem vabljen sem na kakšne okrogle mize in je res čist druga atmosfera in neka močna želja in organiziranost kot zavod, da je tukaj ko tule v Savinjski smo se čist porazgubili, tudi včeraj je bil dnevi turizma pri nas, a ne, in žal pač realno je, da župani so odšli prehitro, a ne. Pač ta glavni del so šli skozi in dejansko nimajo niti med sabo dogovorjeno, kaj želijo, a ne. In vsak posamezno neki šlata in zdaj se spet strategija piše, čeprav je neka celica pri nas v Nazarjah pripravljena za nek odnos pa pogon, ampak dejansko se investira tak drobiž, a ne, da se premalo da v to, a ne, da, ne vem, Soča zbere 1 milijon evrov na leto za to obratovanje, Metlika 300 000, a ne, mi pa 30 000, a ne, tako bomo težko konkurirali in dlje se bomo ne sestavili, dlje se bomo ne zmenili, kako pa naprej, pa resno vizijo postavili, dlje bodo druge regije nam pobirale turiste. Tako da, to je tudi včeraj rečeno na Ljubnem in tu je zdaj res na tem, da nam dajo, da nam odprejo vrate, pa žal res morajo župani to narediti, a ne, da se res odločijo ali ja ali ne, turizem. Tako da se pa posamezno, se pa veliko dogaja, no, se pa pri nas se je investiralo in kupenih novih apartmajev, glampingov, takih drugačnih investicij. To so privat, a ne, se Tako, pravi, to so, lokalci so zaštekali, da se da v turizmu ful fajn delati, a ne. Tako, privat se kar zbuja, pa včasem kar presenečen, ko priletiš kako mapo in se kar pojavi gor ikonce, kaj Booking ponuja novega in zdaj, in je ta Booking dal ta support, se pravi zdaj, ko imamo vsi Booking ali pa Airbnb na voljo, da ne rabimo zdaj s tem sistemom, ki si ga želimo funkcionirati, ampak če bi mi želeli imeti outdoor festivale, neke resne dogodke, ki bi gradile regijo, pa se moramo to sestaviti. Ne lahko pa kvačkamo takle, ko je in se mi zdi, da bi bilo boljšno varianta A, da se zmenimo. Ja, v bistvu povezati obe dve celotno Saša regijo, ker očitno funkcioniramo na nek način. Ja, zdaj smo jih poskušali par let, pa zdaj to nič, da sta če dalje bolj rašle vsaka na svoj konc, pa tudi če na ta način delujete, ker je res toliko že morati kilometrov stran, da se vsak za sebe, mi se že tam ne moramo zmeniti, ne, tako da mislim, da je najprej, da Savinjčani se zberemo in si povemo, kako bomo naprej. Vse scenariji so čista, bomo kar tekle, ali bomo še manj, ali bomo pa se še bolj nekako lotili in dejansko pa, ja, čeprav, ja, občine je pač neka zaveza, glih zaradi tega, zakaj občine sodelovati v turizmu, bi si rekel, zakaj pa bi, a ne, ampak v bistvu je zato glih prav, ker je tu strategija ta, da karkoli se investira, ne se za oba, turista in domačina. In tu je že argument, da je treba. In turizem je eden najhitreje rastočih gospodarskih sektorjev. Mislim, tiskaj danes ne vidi priložnosti v turizmu za gospodarski razvoj in blaginjo lokalnih skupnosti, regije, pač ni v koraku s časom. Sam to sem hotela prepolniti, a ni zanimivo, kako iz, a veš, dva različna zorna kota in kako različno gledamo eden na druge. Ker, a veš, mi tle, ne, v naši šaleški regiji se pa skozi obračamo v Savinjsko in pravimo, lej, kako imajo oni fajn zrihtan turizem. Pizda, ko bi nam, a veš, ko bi še mi lahtek, a ne, pa koliko je enega soporta, pa kako oni štekajo, kam imajo te naravne danosti svoje, ne, in kako jih znajo dobro izkoristiti in kako se znajo kupcu prilagoditi in kako vi vaše goste nam pošiljate na izlete in tako naprej. No, to mi je ful zanimivo, ker mi vas gledamo in si rečemo, ko bile mi tudi lahtek, a ne, vi pa obratno, ful zanimivo. Moja slovenska bolezen, da ne vidiš problema, ki ga si pred njim, ampak mislim, ali pa ne vidiš prednosti, ko jo imaš, tudi to. A ne, oboje mogoče, ne? Sosedova trava je vedno bolj zelena, ne? Zgleda.
No, samo ti misliš, no, le, ker ti zdaj, ne, itak imaš izkušnje v turizmu, živiš v turistično razviti regiji, ker ti gledaš našo Šaleško, ko gledaš našo Trojezerje, naše gradove, našo, ja, industrijsko, hkrati kulturno dediščino, knapovščine, socializma, naravnih danosti, vse, kar pač Šaleška lahko ponudi, ki ima, ful ima. Kaj si ti misliš le pri nas? A je lahko turizem gospodarska panoga prihodnosti Šaleške ali je to preveč velikopotezno? Ja, se veliko o tem je že razmišljalo pred časom, a ne, in je že tu, ko mi sedimo, pa vi sta, pa ene kupene vole, in ne samo vole, ne, tudi projekti se izvajajo, ne, v Velenju in vseh dogodkov nam znal našteti, ampak tudi v Rdeči dvorani se dogajajo športne variante in že pika in Velenje ima takoj za Cankarjevim domom največ dogodkov v Sloveniji. Hoče ti ta podatek bogati, je res, ali pa? Boj, da je tek, no. Dejansko je velika, ne, tudi ko imate te mesečni napovednik in te zadeve dejansko po številu, ste kar Velenje je drugo mesto v Sloveniji, tako da res ste pridni. Mi to vidimo, da je res ena vola, da imate na občini kup zaposlenih ljudi, na zavod je in se je res videti, da čeprav dejansko nimate na prvo žogo s temi dimniki in industrijo in obremenjeno okolje s tem, kar je vse en velika vola in tudi če bi rekel, da ni možno, ampak če je vola, tudi to prebije in to Velenje že v bistvu počne, ne. Vi ste že to na tem, tudi plaža vrhunska, ne, vse okoli kempa, investicije so vsak let tudi boljše in gre sigurno v pravo smer in zdaj, če bo Teš nekoč zaprta, ne, bo to še lažji izvesti pol tudi Topolca, je že koliko leta, ne, dejansko turistični ponudnik, ne, z termami. In dejansko zdaj, da bo turizem pa čist nadomestil, to pa mislim, da davč od tega, ne, to enostavno tudi ni. Jaz tudi sem govoril z enemu velikemu industrialcu v Zgornji Savinjski, ne, na KLS-u in ko je videl naše številke, koliko je pa zaposlenih, koliko je prometov, pa tretjo, ne, pa me gleda, ko žaba lešnik, mislim, tek pač se vršujem. A to te vi izvozili, a ne, dejansko so cifre dodane vrednosti kar manjše, ne, in pa sezonskost, pa je, teda turizem ima veliko izzivov, veliko dela, veliko procesov in je sigurno ena od panog in to se že dogaja. Teda mislim, da je Velenje na tem naredilo že veliko, pa še vizija je močna in vola, pa investira se dejansko v naprej in jaz mislim, da je se že dogaja. Vse se vidite, da se tudi vi sta nastala kemp, ne vem, samo v Velenju, grad je vrhunsko opremljen, ponujen, ne. Dodajati, skozi dodajati in ne bo pa to nadomestilo. Absolutno se strinjam, da mora ostati tudi industrija noter, ne, pač, ker je to tudi dediščina te doline, v bistvu, kako se je Velenje razvilo, se je v bistvu na osnovi pač te industrijske dediščine. Če pogledamo HSN Zgorenje, je dosti pomembna tovarna tudi, ne. Za regijo, ja. Za regijo kot tako, ne, pač, ker ravno te dnevne migracije iz Savinjske sem delovne, ne, pač in obratno, ne, pač iz tega vidika vidim to kot eno celoto. Pa si tudi ti rekel, da pripelješ v Velenje svoje turiste, pokazati tole razvoj, socialistično zgodovino, ki je v bistvu zanimiva, gradove in tako naprej. Tako da absolutno ne more ena panoga prevzeti celotne zgodbe. Itak ne, a je pa lahko to ena od nosilnih, ker trenutno pač res ni. A ne, vse, ja, eventi in vse, a ne,
dobro, neki rastejo nočitve in to, ampak a imamo mi živimo v tem mestu, a mi srečujemo turiste dnevno, tako, ki jih srečuje cela Zgornja Savinjska, ki so povsod po kolesarskih, na gorskih kočah, namestitve so polne, a zastopiš, o tem govorim. Morate malo vidi se res, da tudi trgovci so zelo veseli, nam je tudi sam Hofer prvi, ki je napisal zahvalno pismo, da je toliko turistov in da se zamenja, ko grejo naši na Hrvaško, a ne, da se tule, in je tudi dobro spet, a ne, se pravi, spet eno tako sodelovanje, ne, povezovanje, se pravi, ko grejo Savinjčani na morje, nadomestijo nakupe turisti in se ta zihar je to nujno, da se turizem na nek način dogaja. Zdaj, ja, koliko je pa tele danes, zdaj, ja, vola je in vola bo premagala marsikaj. Tudi to, meni je recimo zanimivo danes današnji skupiček tega pogovora o dveh dolinah, a ne, mi je ta, da v bistvu res imamo vsak svojo sliko precej drugačno od druge, no, in je bolj, ko smo v bistvu mi skozi prej govorili o Šaleški dolini, bolj se nam zdi, da je regija res tisti ključni skupni imenovalec. Ne več Savinjska pa Šaleška, ampak regija, ne, kar je, da se začne to še bolj prepletati. Zaradi tega, ker se mi zdi, da bo pol prišlo do tega kontrasta, ki bo v bistvu lahko eden izmed ključnih atributov, da postavljaš na turistični zemljevid panogo, se pravi, da, ne vem, na pamet govorim, da lahko dopoldan lahko smučaš na Golteh, popoldan greš pa v rudnik premogovništva, na primer, ne. Spravi, res ti kontrasti, to, kar smo že za Slovenijo skozi izpostavili tudi kot turistično destinacijo, je bilo to, da dopoldan ali pa en dan na Triglav, en dan pa kopanje v Piranskem zalivu. Ja. Spravi pač, da je Ta povezovanje, včeraj se je povezal tudi, mislim, zdaj se ful dogaja, ne, in včeraj se je povezala Piran pa Bled, recimo, ne, in kako skupaj nastopati na tako razdaljo, tako da ta razdalja tu pri nas, mi se dejansko moramo pri nas gor še bolj sestaviti in pol bi šlo to prav smer. Je pa tukaj tudi drugo vprašanje. Recimo v Ljubljani se je zgodilo to, da so jo preplavili turisti in da pa ne moreš več v bistvu normalno živeti kot meščan noter. Sploh poleti in tako, v bistvu se treba verjetno tudi vprašati malo o mejah, do kam v bistvu to pa na kak način to speljati. Vsekakor je to povezovanje, se mi zdi dobro, tako kot recimo, ko reka poplavlja, da imamo neka razolivna področja, ne, pač teh turistov, da niso koncentrirani samo na enem mestu, ampak da lahko v bistvu s temi migracijami, ker vemo, da od enega konca Slovenije do drugega konca Slovenije so 3 ure, kar je v resnici za enega Nemca lahko dnevna vožnja, ne, v službo pa nazaj. Ja, in zato, a je v resnici dobra strategija povezovanja Bled-Piran, pa recimo Ljubljana? Sej oni že itak imajo vrh glave turistov, a ne bi bilo smiselno narediti povezavo, evo, Bled-Velenje? Ja, tu je zdaj, o tem sem včeraj razmišljal, kaj bo zdaj, vsi so polni v špicah, še pa zdaj je pa, če malo spremljaš, kaj pa želijo pa raztegniti sezono in zmanjšati špice, ne, raztegniti to piramido malo potlačiti, ne. To je zdaj njihova strategija, kot kaže, in ja, pač glavna stalnica so spremembe in bo se treba adaptirati. Spremembe se hitro dogajajo, zdaj, ja, bi bilo pa to sigurno fajn, da Velenje mora priti z Ljubljano v špil in pol... Razbremenjevati centre, kjer je poplavno območje, in izpostavljati rastoče centre, ki imajo za ponuditi, ful za ponuditi, a ne. Jaz sem lokalna vodnica, jaz vsakič, ko imam goste iz tujine, pa ne samo iz tujine, ko imam slovenske goste, ki so mogoče prvič v Velenju, a ne, ker v Velenju kaj slišijo sam po televiziji, pa še to takrat, ko je kaka pizdarja, a ne, in pol pridejo sem in so ono, kaka dolina,
a tako urejeno, a to vse vi imate, a tako fajn vi tule živite. A veš, ne, koliko lahko Kar se damo. verjetno tudi pri tebi zgodi, ko pridejo k tebi v kamp. Zihera. Ja, pa tudi v tej gneči, ko se govori o Ljubljani, pa določenih, ja, to je svojevrstni izziv, ampak so prenesli to domačini na te načine, da oddajajo stanovanja, ampak zdaj, kaj je masovni turizem, zdaj, če ga Slovenija sploh ima, a ne, je drugo vprašanje, ne, da to niso zdaj v te stolpnice hotelov in tak obisk, tako da mislim, da še imamo priložnosti. A te lahko vprašam o treh konceptih, ko se pojavljajo nasploh, ampak v turizmu pa zlasti. Butičnost, trajnost, visoka dodana vrednost. Kaj je to za tebe? Kaj je za tebe butičnost v turizmu, trajnost v turizmu in visoka dodana vrednost v turizmu? Ja, trajnost se mi glih to, kar smo že imeli, se pravi, da se investicije dogajajo recipročno in povezano in se razmišlja o enem drugem, ker tudi tisti, ki nima rad turista, mogoče se obstaja tudi ta publika, a ne, se tudi mora adaptirati on in sprejeti in izkoristiti, a ne že same investicije in okolje na ta način. Se pravi, glede trajnosti in ja, to so velike besede in še scenarij, ki še vedno dopolnjuje, se pravi, to po mojemu se še bo pisalo, tudi sama definicija mogoče glampinga še ne čisto točno napisana, še ni pike na konc stavka, ne, kaj točno to je, ne, se pravi, zdaj kaj pa to butičnost, ne, če že morate to glamping, ne, ampak je pa sigurno ni to ni na masi, in pa predvsem na tem zavedanju, da ni treba kupiti najcenejše solate, ampak je treba kupiti najboljšo in pa ponuditi na ta način in pa se pravi tudi sama ponudba, potem pa ta connection, ki je, se mu reče, bolj hospitality, turist in domačin, tu se mi zdi, da se gradi butičnost, ne, ni to zdaj važno, da imaš ti ne vem, svilnatno, tako zlat pribor, ampak da je, da se ta hospitality zgodi, to se mislim, da se butično zelo gradi, urejenost sigurno, a ne, trajnost. No in višja dodana vrednost, ker mi zdaj v tem našem prostoru, ne, ki smo v tem prehodu in tako, ne, to je en pojem, ki se posod pojavlja, ne, recimo bomo ustvarili delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, bomo imeli industrijo z visoko dodano. Kaj to je, ko govorimo o turizmu? Kaj pa ti misliš, da je? Let, Ste že vi kaj razmišljali? Ne, v bistvu je verjetno, ne, pač gre tudi na drugi strani tudi za nagovarjanje različnih ciljnih publik, ne, pač za to, da pritegnemo drugačnega gosta, ki v bistvu je pripravljen, ki ima možnost več zapraviti, ne, pri nas. In ker ravno ta prehod iz tega, pač, se vemo, se tudi mi gremo radi na kakšno poceni destinacijo, pa si lahko več privoščimo, pa tako. Zdaj pa, kako dobiti te, ki bodo lahko zapravili več, pa jih bo pač zaradi tega manj. Je to sploh pot ali v bistvu s tem izključujemo spet? Ja, potrošniki so dejansko čuti, da ljudje imajo denar, ki bi ga z veseljem sigurno zapravili, je pa dodana vrednost mogoče res na ta način, da pač dobiš več, ko si naročil, ne, da dejansko, ko že sam Coca-Cola, da ni 0,25, da dobiš še 0,30, pa še leda česa, ne, da dejansko se že na tej točki postreže več, ko se obljubi in koliko sam sebe daš v ta odnos s turistom, ni to enostavna pot, sigurno ne, ker to moraš imeti kar energije, da to skozi peleš in da tu cela ekipa to razume, a ne, in to se že čuti, a ne, v turizmu tudi drugot, ne vem,
da kako se vsi zaposleni, a ne, če greš kam na dopust, lahko primer damo Limi, a ne, tam je zelo pozitivno presenetilo, koliko dejansko vsi podobno funkcionirajo, a ne, kamorkoli greš, tudi sobarica, a ne, je žonglirala moji hčeri za mandarine, a ne, nisem bil dober dan, pa mim z vozekom, ampak se ustavila, boš mandarino, pa res dan pa žonglirati. Morate pa to dodano vrednost, da se naučijo že štilke žonglirati. Izkušnja, ne, v bistvu. V bistvu vse v metaforah govorimo, ne. Ta v bistvu element presenečenja, izkušnja, to, kar odneseš s sabo iz prostora, to, kar v resnici ne vidiš v katalogu, kar ni v bistvu neka križarka, ko je v bistvu instant izkušnja, kjer v bistvu krožiš po prostorih, pa ješ kakor lahko, ampak da je ta osebni stik. Jaz mislim, da bo tudi dodano, da če imaš že pohod na Golteja, da dejansko ena izkušnja pri Glajferju je lahko malo taka spiko na i, da muzejski koči je lahko več narejenega kot ponujenega in da pač vsi ti odnosi, da to prinese tudi mogoče mi, ko smo na rafting, ko gremo, če je le čas, ne vzamemo zdrav maske, se ustavimo pa pogledamo par postrvi. In to je meni pričakoval, da bo zdaj pa še ribo videl, in je ena še izkušnja, ki popestri to osnovno dejavnost. Ne rabiš iti v Egipt, zato da imaš snorkljanje. Reka je super za snorkljanje, sam. Dodana vrednost za gosta zdaj, ne? Kaj pa za tebe kot za ponudnika? Kaj pa za destinacijo? Kaj pa za lokalno skupnost? Za sobarico, ki se je naučila žonglirati, a ne, metafore, ne? Jaz sem še sam hotel dodati, ko si že nakazal, je bilo to, jaz osebno vidim dodano vrednost ponavadi večinoma, kadar grem kam se pač se sprostiti ali pa na potovanje, pa to je, da doživim tisti pristen odnos z okoljem, v katerega padem, a ne. Se pravi, tisto, kar me premakne, tisto, kar mi naslednjo leto reče, ko me starši vprašajo ali pa ko me sin vpraša, kam gremo letos na dopust, da se jaz spomnim, kako je bil Jure ful fajn, pa nam je pomagal nasekati drva, ker mi nismo imeli, pa rečem, gremo tam, ko je Jure, a ne? Se pravi, da ta energija, ki jo daš noter v job, ampak dejstvo pa je, da to narediš, kar si že sam omenil, da zahteva veliko tudi truda, a ne, je pa to, da ti moraš začutiti, da si poslan v turizem, a ne, to poslanstvo. Ker se mi zdi, da dostikrat mi zgradimo kaj, samo zato, ko so bila pač sredstva na voljo, pol pa šele, ko smo zgradili, pa razmišljamo, kdo bo zdaj to furil. Pa pol na silo novačimo ljudi, zato, da tisto furajo, in to je v bistvu, nima duše, a ne, in deluje precej hladno in marsikdaj tudi odbijajoče. O tem sem govoril prej, ko sem razlagal, da pogooglimo, kak kamp bi radi imeli, pa zagledaš nekaj, kar ful dobro izgleda na fotki. V resnici je pa to treba živeti, a ne, ni to sam. Dušo vdihneti. Tu se najbolj se to opaža pri glampingu. Glamping je prišel, v bistvu smo Slovenci najbolj na turbo razumeli v celi Evropi, tako se pa nas s temi glampingi dogaja, to Nemčija, Avstrija nima. A res? Še ne, sploh ne. To na ta način, pa, ko glamping narediš, je pa glih to, a ne, se pozabi, kdo ga bo pa vozil na ta srčen način. In so prakse iz Avstrije, družinskih podjetij, a ne, ko da že praznujejo 90 let kempa, a ne, poznamo prakse že in gre to na ta način naprej, da pa kar narediš en lep z zlati žlici pa z svilnatni rjuhi, na koncu si pa samo v džakuziju. A veš, kaj bi mogoče rekla, visoka dodana vrednost? To, kar plemeniti ne izkorišča. Pa naj bojo to človeški viri, pa naj bojo to naravni viri, pa se pravi, visoka dodana vrednost se po moje ustvari takrat, ko se ne izkorišča, ampak se plemeniti. Ja, in da tudi to, kar smo izgubili v zgodovini, a ne, da tudi
Slovenija podpira družinska podjetja, ne samo turistična, ampak vsa. Ker to je tudi ta prav recept za sustainable in dolgoročno, da imaš kar sklade, ki kupujejo, pa prodajajo smučišče ali pa terme ali pa druge fabrike, a ne, spet ni toliko srca v zadju, se pravi, mora globalno podpirati družinska podjetja v vseh branžah, a ne, je ena taka sustainable varianta. Ampak pol imaš na eni strani imaš gosta, na eni strani imaš zaposlene, na eni strani imaš družino, na eni strani imaš lokalno skupnost, državo, banke, vse skupaj. Dan ima 24 ur in kako pol razporejaš svoj čas, gasiš požare ali načrtuješ? Ja, jaz se včasih hecam, da dejansko bi mogli vsi podjetniki biti hobotnica po horoskopu, a ne? Ko moraš biti skozi dejansko vsak trenutek, vsako uro moraš biti v navezi z zaposlenimo stranko, redom, državo, mislim, z vsemi odnosi, tako si omenil, a ne? Ja, to je pač, ja, marsikdo misli, da je to zelo enostavno, po drugi strani pa je en kup enega odrekanja, že to, da, a ne, jaz nisem bil na Hrvaškem 20 let poletje, a ne, in je en kup enega odrekanja in če primerjaš to, nek sem zasledil, da dejansko je to, ko primerjava, si ti profesionalni športnik, ko moraš dvakrat dan trening, paziti na hrano, res trenirati, ali pa si ti rekreativni športnik, a ne, ki greš na bicikl, pa odložiš. Ko ti zapaše. Ko ti zapaše, a ne, in tako je razlika, si ti zaposlen, čeprav ne, da bi koga, Bog ne daj, da je to več vreden, ampak pač je podjetništvo en tak trdo delo in moraš dejansko sebe držati v kondiciji psihofizični in da si lahko ogledalo drugim in je to en kup enega dela, a ne. Po drugi strani smo pa še vedno ljudje, a ne, in je pač treba trenirati. Recimo, ko si omenil, da v času sezone, da je treba pač ful zaposlovati ljudi, a ne, pomoč pa pol odzaposlevati na koncu sezone, a je to močen birokratski zalogaj, a bi se dalo tukaj poenostaviti zadevo, glede na to, da vsako leto pač... Ja, Slovenija kar obljublja veliko na tem, nekaj je bilo tudi narejenega, čeprav so zdaj z Filipinci nek odnos naredili, pa ga spet teže je pa pol z Srbiji ali pa ne Evropsko unijo, ne, in tu sigurno je noro, naporno, ne, ker se čas dokumenti kar pokrivajo in moraš od dva dokumenta na isti čas urediti in prebivališče in to in je kar dela, da to mi pripravimo. Sezonskost je naporna, tako da bi je ta 12-mesečni cikl, ne, si ga tudi mi želimo, ga že, dejansko smo že 12 mesecev odprti, a ne, da tudi po zimi delamo in team buildinge in imamo goste in tudi kemperji so zdaj že opremljeni, da so po zimi zelo enostavno uporabni, a ne. Zdaj pa še vsebina, da bomo zanimivi in ja, dejansko je tako, da druga ni. 12 mesecev treba biti priklopljen. Pol pa vse zgradiš, pa pridejo poplave. Pa ti vse odnesejo. A so bile poplave, ker v bistvu si dograjeval kempa, ne? A so bile poplave tudi čas za premislek za to, da si ene stvari drugače vzpostavil v kempu, noter postavil? Ja, sigurno je bilo to, kemp je pač žal bil res čist podrt, ne, dejansko vsak kvadratni meter je dobil poškodbo in čisti objekti in jaz se res zahvaljujem vsem gasilcem in pa prostovoljcem, ki jih je bilo res do zime, so hodili, vsi ti buildingi so se spremenili v, da niso bile igre, da so hodili grabiti in banke in hiše, avtohiše in noro, pač res ta support, ki ga tu Slovenci, ko imamo neke pluse, in to je zelo velik plus, ta pomagati si, je pri nas bil res viden in opažen in torej vidimo ta posnetek, ki je v bistvu bil napovednik za Back to the Future, nazaj v prihodnost, kjer v bistvu ste s Koala Voice pa z enim tem pač
tudi odprli kamp. Bilo je veliko prostovoljnega dela, kar sem bral, so ljudje kar dopuste vzeli pa prišli v kamp pomagati. Pisali so, da jim je žal, da niso mogli priti pomagati, pa si jim odgovarjal, da gre za, da je šlo za, da naj sami pri sebi poštimajo stvari. To je bil en tak res trenutek skupnosti kot kampa, kot okolice. Ja, dejansko smo lahko pričakovali, da se kakšna poplava lahko zgodi, pa so bile 2012, recimo, ampak to je bilo res neprimerljivo manj poškodbe. In to, kar se je zdaj zgodilo, da je bilo dejansko 1,40 m vode več kot leta 1991, ne, je, mislim, niti v sanjah, pa mi smo se dejansko že v napovedi poplave slišali z gasilci in dejansko noben ni tega pričakoval, niti v Sloveniji, niti civilna zaščita, ker če bi to pričakovali, bi sigurno se drugače že odzvali takoj, ne. Ne bi se tovarne tisti dan zalaufale, ne bi ljudje šli na teren, to, kar se je zdaj zgodilo, ne. Ampak izgleda, da to v bodoče, da imamo zdaj nove hlače, nove telefone in da je novo vreme žal tu. In na novo vreme se je treba prilagoditi in novemu vremenu tudi rekel prilagoditi tu zdaj, ko je se zgodila ta poškodba doline in pol Slovenije, je treba, ko se zdaj ta plani delajo, dejansko res treba rekel prilagoditi na nove dimenzije mase vode, ki se lahko pokaže, ne. Teda tu je sigurno na tem, da država to čim prej nekaj naredi, ker zdaj se govori to v 10 letih. Jaz mislim, da je to preveč časa za tako nujno zadevo, ker to zdaj ni bilo, da smo bili kar malo mokri pa poplavljeni, ampak dejansko tu so podjetja KLS, ki lahko ugasne, da Bosch Siemens, ne, BSH lahko ugasne, zaradi tega, če se to še ponovi, pa da še tudi mi mogoče, ne, smo na taki točki ob Savinji, ki je lepa, obožujemo našo reko in za šnorkljenje in plavanje in vse. In je bilo tudi tak odnos te poplave, so bili tudi Savinjčani, so pesmi pisali, so obhodili v Savinji in kot da nas bi sestra poriti, ne, ta naša Savinja, in je zdaj epilog tega, da še vedno Savinja te imamo radi, ne. Teda imamo jo radi, mislim, mi jo imamo radi, res obožujemo ob njej biti kot kamp in vsi kampi so ob rekah v Sloveniji in imamo to srečo teh rek. Je pa treba pripraviti na nove mase vode, sigurno, in to se mora zgoditi čim prej. Zdaj sama poplava, pač ja, ki je se zgodila, najprej nismo mogli sploh verjeti, da se to dogaja. Jaz dejansko sem se res šipal cel mesec po poplavi, če se to res ne sanjam, da kakršno je, pa po drugi strani pa je ta motivacija, ki je prišla, da so šli tudi slovenski turisti in tuji turisti domov, dejansko se sprobleči, stoširati, prišli nazaj pomagati, da je cela Slovenija dejansko hodila pomagati, da smo dejansko mogli že zbirati in organizirati delo, ker je bilo kak dan že preveč ljudi, ampak super, no, res smo res hvaležni te pomoči in brez tega tudi se Slovenija ne bi sestavila in danes skoraj nič ni vidnega. In obrtne cone naše in dejansko so vse ob vodi, kar je dela službe pri nas, ne, od KLS-a, BSH-ja do obrtne cone Nazarje, je dejansko vse ob vodi in so, koliko mašine dejansko bilo pokvarjenih in koliko so tudi drugi Savinjčani popravili svoje podjetje, to je res nekaj neverjetnega, da se je to zgodilo. To je, mislim, da spet en rekord Evrope, da se Kako odpornost, a ne? Ja, to, ne vem, poznam firmo, ko jim niso Nemci znali rešiti mašine in so sami nagruntali kako domači pečici na nekaj stopinj, greješ tiste čipe, da so glih prav bili pogreti, da so jih sestavili in da še danes mašina, ta inovativnost,
Tako da Savinjčani nismo kar tako, veš, to nas je kome 14.692, a ne? A ste zajebani, lega. Mi smo dejansko, ko govoriš o butičnosti, a ne? Mi smo butična izvedba Homo sapiensa. Pa še kak. Savinjčana v vsako vas, pa bomo zrihtali ta planet. Nas je treba čuvati, ja. Ja, res. No pa tega, ne, ponižnosti in hvaležnosti nas je naučila narava, ne. Ja, že od nekdaj je bilo pač glih to, da pač les je plavo, furmani so bili, pač ta pridnost in pogruntati kaj, se zdaj še vidi, da marsikaj podjetnik pa nas marsikaj pametnega pogrunta. Opozarjal si tudi že prej, ne, da država ne čisti reke, da se v bistvu se je to zdaj kaj spremenilo. Recimo pri nas v ulici je tudi prvič se zgodilo, da nam je voda iz kleti gor iz jaškov udrla, ker so bile te velike količine dežja, pa so pa ugotovili, da niso kanalizacije dosti dobro pucale, ne. Pa se je pol so pa šli v akcijo, pa so zrihtali stvari, so pri vas tudi zrihtali. Zdaj po poplavah, da... Ja. Ja, ne, zdaj je dejansko v fazi, da se je intervencija zgodila, ker je bilo nujnega, zdaj se dejansko koncesionar nivo se sploh ne ukvarja s poplavah, ker še nima naročil za to ukvarjanje in dejansko dela samo vzdrževalna dela pretočnosti, se zavedajo, kako stanje je bilo in se sigurno trudijo, da naredijo tudi, se pravi, dodano vrednost več, kot je bilo zmenjeno, a ne, tu so pač zdaj omejitve in pa da se cel načrt naredi, mislim, da sploh še ni narejenega, mogoče zato, ker se pričakuje, da se naredijo ti polderji, pravi Nizozemci, se pravi, ta razlivna območja, bo treba res pogumno iti v to, ker zdaj razumem, da je tam en gost, ki je lep in dobrodošel in prav, da je tam, samo če bomo hoteli mi res poplave rešiti, bomo mogli resno narediti ta razlivno območje in to zdaj pač res druga ni, kada se to umakne in poniža in pa se spet ta gost mora nazaj vzpostaviti in ta gost pol vzdrževati, ne. Da v času te gozdove vzdrževali pašne skupnosti, da so noter pasli, a ne, živino in se pol ni zaraščala. Zdaj, če nam bo dejansko spet, če bomo butični, bomo butično to rešili in bomo dali spet v te naše gmajne konje pa krave, da bo to popasle pa koze in da bo to pretočnost. Ali pa bomo vsake 2 leti mogli z mulčerji mlet to pač podrast in tu bo treba biti kreativen in butičen, da se bo, ampak res prodoren pa mislim, ker če bomo kar malo šlatali to Savinjo gor dol, to pol, mislim, resne zadeve se morajo zgoditi in pač pozidali smo žal, res pozidali smo tam, ko ne bi smeli, ampak to zdaj pač, ne vem, ali vse omaknemo, je A plan, B, pa da naredimo tam prostor, ki je in prostora je dovolj prostora, na celi liniji Savinje je dovolj prostora, da se naredi odmiki, kamor se lahko voda polije, razlije, samo bo treba biti pogumen pa narediti. Pa hkrati v bistvu poiskati rešitve, ki so sonaravne, Hkrati pa tako, morati se mu pa spet vrnili nazaj k pašnim skupnostim in jaz mislim, da marsikjer kmet bi spet pasel, se pravi povezati, spet povezovanje povezati, ne, da bi mogoče pa tam kakšne pašnike naredili in bi lahko to dejansko ti prostori pol vodo vzeli v času poplav. Pa spet pa lahko rečemo podpreti te kmete, da se prepozna njihovo dodano vrednost v tem času, ko skrbijo za to razlivno območje, ne da na njihovih plečih vse pol visi stroški živine, ki v bistvu pač to obvladuje. Tako je, to bi lahko, mislim, da smo tukaj inovativni v Sloveniji, zdaj pa te inštitucije pa tudi upam, da bodo znale, tu mislim, da res se sploh ne komunicira, ne, dejansko so sami, že ekipa šefica je tudi govorila o tem, ne, dejansko bi se mogli povezovati in pogovarjati z domačini, ki je voda, kam gre voda, kak je včasla voda, ne,
In zdaj za plazove se že pogovarjajo, ki je domačin ve, ki je kdaj, ki je zarukalo, pa streslo, da se malo vejo obrniti tudi pri sanaciji plazov in zdaj in imajo ta plan. So bile debate, ko so bili pri nas ekipa iz ministrstva, da se še morajo pa sam dovoliti, pa res to izvesti in res se vključi. Zdaj ne morejo kar iz pisarne načrtovati vse to, je res nesmiselno in do tega, da pridemo, da bodo spet koze po Gmajni, mislim, da je realno, ampak bo treba biti pogumen pa res narediti, ne. Nazaj v prihodnost. Spet nazaj v prihodnost. Nazaj v prihodnost. Evo, spet To smo bi na novo mogel danes imeti osmislili v to bistvu frazo. napisano na majici, no, a ne? Pa je ostala doma. Ja, Je pa zelo močna misel, a ne? nazaj v prihodnost bi jaz danes imel plan obleči, pa sem je dal prat prej. Da bi bila sveža, a ne? Ja, da je bila sveža. Pa je bilo to, ja, in nazaj v prihodnost je bila naš slogan, vsako leto imamo nek nov slogan, je tudi plan bil in je. Teda zdaj je we have Wi-Fi, but you won't miss it. Ne? Imamo Wi-Fi, ampak ga ne boš pogrešal. Ne? Teda tudi, ko prije turista, imate Wi-Fi, ko mi reče, imamo ga, ampak ne boš ga pogrešal, da brez skrbi, kar relax. Gremo po drve, gremo se kopati. Tako da ja, nazaj v prihodnost je pa ena gesta, ko smo je pol tudi in da nas nič ne skrbi, kako bomo uspeli v tem svetu post-apokalipse in je Koala Voice pomagala. In pa, ja, je dejansko nam bilo, kemp je bil dejansko podrt in da smo se mi spravili nazaj na isto mesto in šli nazaj v prihodnost, je, mislim, da ta slogan lepo zajame vse skupaj, kar se je zgodilo z tem servisom, popravilom. Jaz mislim, da ne samo to, kar se vam je zgodilo po poplavah, jaz mislim, da cel ta message, ki si ga že zdaj tekom našega pogovora skozi tako zelo subtilno sporočaš. Se mi zdi, da je to future, a ne? V bistvu si je to želel tudi Michael J. Fox, a ne? Ko je prišel, da se odnosi poštimajo, da poštima odnos z, kaj že imel punco ali karkoli, a ne? Ampak to hočem reči, da je v bistvu, da je to glavno, a ne? Še v filmu je dejansko je ta message, ne, še mogo enkrat film pogledati. Jaz sem že malo pozabil. Ja, a ne? Da se pač, da se razčisti. Ja, da zdaj je tudi na tem, ja, da se popravi cela Savinjska in uredi tudi to, kar smo rekli, da se investicije zgodijo, ta prave, pogumne, da teh poplav, jaz mislim, da z tem znanjem, pa s temi inženirji, pa s temi bagerji res ne rabimo še enkrat imeti teh poplav. Ne? In primer dobre prakse je res Nizozemska, to so naši glavni gosti, da pri njih se dejansko poplava zgodi samo enkrat, pa nikoli več. Ne? Dejansko mi smo imeli že pa njih 5-6 poplav, ne, v Mozirju že ima kakir ta 4., 5. kuhno, ne, pa laminat v hiši in sigurno se je narobe gradilo v 70., 80., ampak ne moramo zdaj kar s prstom na to kazati, ker imamo 3 prste nazaj obrnjene, če prst kažemo naprej. Ne? In je treba biti inovativen, pa popraviti, pa rešiti. Vse smo inovativni na toliko stvareh v Sloveniji, da to je za zaploskati, ne? Zdaj pa, da bi pa vode ne mogli urihtati, pa jaz res ne verjamem tega, da se ne da. Ne verjamem, da se ne da. Ne da se samo, če se ne bo vole. In da ko ima velene volo za to, da bo nekoč turizem panoga tudi za posel, jaz mislim, da tudi tule mora vola biti in je tudi rešljivo. Ja, veš, kaj me zanima? V bistvu je, da gremo še malo bolj z takim zabavnim temam. A je v bistvu zdaj, da bomo videli sliko s savinjskim želodcem, a je to bila inspiracija za tatu? Kje ste to vse pošnofirili, da slike? Samo da povemo... Smo te stokali 2 meseca. Samo da povemo, imaš tatu savinjskega želodca No, da pokaž. na roki in a je to bila inspiracija, odkot je zgodba? Ja, mislim, želodc je sigurno ena zadeva, ko tudi moja hčera, ko gre risanke gledati, si vzameš nito želodca, pa ga uživa v tem marajštoku pa liziko, a ne? Tako da se že tam pozna, je sigurno to tudi naša jed in ena kultura, da ga znamo tudi narediti, a ne? Se pravi, spet je inovativno, Savinjčano, da znamo tako dobro salamo narediti, je tudi
cenovno dejansko dosti dražje od pršuta in mortadelja in ostalih, mislim, pancete in je tudi cenovno močna cena, ampak sigurno je vredna te cene in to je to, tudi vabljeni na želodca, ne. Nekaj ga uspemo tudi sami narediti, ker ga ne moramo sami, ga dokupimo, a ne. Je pa bil to dejansko moja vizitka v štartu na sejmih, a ne. In smo dali tako narezali kot želodci in se je dejansko tako narezek naredil tudi prospekti in so vsi divjali na šnitu salame, da smo privabljali turiste zaradi zelo. Tako da tudi na Golteh se je še šel in rekel, sam še po kruh grem in je šel po kruh, pa je videl, da je papir, ki je nadal čudo, tako je bilo original to sprinta, no me je kolega MVM tako dober v muzejju na sprintov to, da je res bilo in je, ja, že malo pogrešno to vizitko, smo jo malo pozabili uporabljati, ne. Ja, in je na drugi strani pa ta naše združenje Savinja Zakon, ko smo se združili z parimi ponudniki za takrat za šport. Ja, pa se je pač nekako zgodilo, ne vem, zdaj, to je pa tako osebna tema, ljudje mojega tatuje, ampak ne, sem pa že tako mislil, da če kdaj bo se kaj zgodilo mi, a ne, pa če bomo v nezavesti kam padel, pa če bodo videli, da imam želodc, bodo vedeli, da sem savinski. Se bojo zavzeli za tebe. Da nam bodo iskali, kam me mora pelati, da me ne bi slučajno v Velenje pelali, a ne. Želodc pa res. Jaz nimam rada mesa, res ne, sam savinski želodc, to pa. To je pa dobro. Po božjo dušo, ja. Balzam za vegetarijance. Tako. No, pa imaš pa tudi tokec. Tokrat sem pa, ja, bili smo nekako motivirani, da gremo v to promocijo. Tam je zelo zahteven produkt. Eno je, da ga imajo vsi doma, ne. Vsi ga imajo doma, Savinjčani, tako da zakaj bi ga zdaj jaz delal, pa njim prodajo, če ga imajo, ne, tako da je prodajeno to poslovno ni nekega posla, ne. Drugo je, jaz mislim, da imajo vsi švingelc napisan, da ko so prišli za naš šank, pa ko so probali naš tokec, ne, je vsak rekel, dober je, sam moj je boljši. Veš, to je tista savinska pripadnost in samozavest, ki mi je tudi blazno všeč, a ne. Dober je, sam moj je boljši, veš, da... In je to pravi nazor življenjski na ta način. Teda še vedno ga imamo v ponudbi, a ne, od tega jaz si nam Mercedes zakupil, ampak ga zelo radi ponudimo, a ne. Pol Evrope ga sicer ne razume, a ne, vsa Evropa, ko ima vino in pivo, je na tem, Evropa, ki pa nima tega, pa je na Sajdru in to je pač Francija, Španija in Italija, ne, ker se je tudi sever Francije, kjer je tudi ta tokec nastal. Ja, jaz in super paše z kulinariki in mislim, da bi ga še bolj mogli ponuditi in tudi mi pokelco, poznate pokelco? Ja. Pokelca je gaziran malinov sok, ki je spet inovativen Savinjčan je mogel dejansko proizvajati gazirano vodo za špricer svoje cajte in je žena rekla, kaj pa otroci, je rekla, pa dej tisti malinovc, pa ga je dejansko 1914 leta začel gazirati in ga brez prestanka gazira še danes. In so prej tudi sami delali malinov sok in zdaj se pač to dela malo masovni produkt, ampak teda imamo mi in tokec in za otroke in to radi ponujemo. Zdaj v Velenje imaš original flaše. Tako, Krahel. Ja, tako, ja, za stekleno kroglico notra, poznate to? Ne, nisem poznal. Gremo pa gre pogledati enkrat. Vidimo pa tukaj Jureta Podpeškega, ki v bistvu skrbiš za vse, tudi za kulinariko noter v kempu, narediš gosta, tudi pogostiš tako, ne? Mi smo zelo, zdaj se ukvarjamo že kar 15 let za naše gostilni in smo zelo veseli, da res lahko ponudimo kvalitetno hrano za dnevne goste in za nedeljska kosila in za krtek in za večerje za turiste. Se pravi, spet je to hibrid, ki, mislim, ponujemo in domačino in turistov. Se pravi, mi vse, kar zdaj bomo delali, je mantra, da delamo za oba. Da tudi domačini pridite se kopati, pridite jesti in turisti. In nam je uspelo, ja, se pravi, ker pač samo okolje se nismo ukvarjali z nekimi kalamari in zato pač te jedi staroslovanske in balkanske v končni fazi tudi, a ne. Teda žlinkrofi smo zelo ponosni in kaj taga, pa želodc, a ne. Tako da ja, ta vikend odpiramo tudi eno tako zelo sofisticirano peč za pečenje
piščancov, tako da vabljeni. Da A se bojo sami sukali? Sami, 24 piščancov se samih vrti in odpiramo to soboto. Tako da ja, kulinarika je zelo pomembna tale in mi delamo letno tudi enih 100 team buildingov in smo zelo veseli, da so res to zdaj smo za te letino ene stvari delali in so odzivi zelo dobri, tako da tudi zaradi hrane se kdo kjer vrne na Lahko pa tudi stisnejo svoj tokec kot del team buildinga. Ja, to pa dejansko delamo tudi in pol jeseni, ko so jabolke, se dejansko tudi krompirjeve počitnice obarvane z tem in pobiramo, peremo, prešamo sladek in ja, je. Ker vidi se, ne, da je duh v kempu zelo tak zabaven in vesel. Tukaj je v bistvu druščina six-packov, ko jo vidimo na sliki. In v resnici si del kempa skozi. V bistvu imaš tudi verjetno neke osebne prijatelje, s katerimi se pozabavaš noter in v bistvu se k temu priklopijo tudi gosti verjetno. V bistvu to je družina. To je zdaj ne vem, to butičnost ali je to sustainable, kaj je to za en turizem, a ne? A ima že to dejansko, treba pogledati, kako ima naš turizem, a ne? Kako sporočilo, ampak v glavnem je to, da ja, mi se tudi zdaj po poplavah smo se z vsemi, ko so se vrnali dejansko v 80% turisti saj pogledati menino in smo dejansko na vsake 2 dni gostili 50 do 70 ljudi in se pomenili o tem, o poplavi in izmenjali zgodbe, izkušnje in se potolažili do konca, da smo vsi dobro odnesli, a ne. Brez poplav je pa se dejansko ti pikniki kar dogajajo, tako da neko druženje in imamo zaradi tega mora tudi res veliko stalnih gostov, ki so naši glavni ambasadori promocije, tudi gora, ne, dejansko vsi ti spontano nas priporočajo. In pol tudi v kempu, ko prije nek nov gost, ne, in ga tudi, se pravi, spet nam gosti pomagajo delati ta vzdušje in se jih ga povabijo, ne. In tudi, ko ga domačina zraven in je dejansko pol se poveže nov gost, stalni gost pa domačin in to je tista zmaga, ko si je želimo in pa čisto spontano, pač piknik se naredi, pa steke naredimo, pa malo se kopamo, zapojemo in tak se mi zdi, da nekaj taga, če ti odneseš iz dopusta, ne, tudi kolega je zdaj razlagal, če greš na Irsko, ne v Dublin, ko greš lahko na koncert, ampak je boljša izkušnja nek na podeželju za 5 z 3 lokalci, ne, je bolj tisto pristno in butično in kako še že to da reče strokovno. Trajnostno. Važno je, da se imamo fajn. No, sej, mogoče je to tak kot nek tak vzor tudi, ki ga mi želimo prakticirati pri tem podcastu, je to, da v bistvu smo mi prihajamo vsak zelo različne sektorja, ne, bomo temu rekli, v smislu in svojih dejavnosti in načina, kako živimo. In je glih to danes, kar se recimo konkretno tule tudi poveže na tak način, da se izmenjajo mnenja in se mi zdi, da je zaradi tega pa je družba bolj bogata, ne, se pravi, da poslušaš, a ne, da slišiš, a ne, pa da vzameš v zakup, da obstaja cel kup različnih mnenj, da ni tvoje edino, ki je vedno merodajno. In se mi zdi, da je to ful dobra podlaga za nazaj v prihodnost. Jaz sem hvaležen za povabilo, sem imel k temu skoraj tako przobo zdravnikov. Smo opazili, ker si drugače bil bolj sproščen, ko smo te spoznali. Na začetku, ampak smo se Ja, tako. Pa majico si pozabil, pa k frizerju si šel. Pa ja, da nas je več in ja, tudi malo je zdaj bilo vse tole podoživeti, vse to od za moje začetke, ko je bil še en bungalov kemp in ker sem tam tudi pol živel, pa se grel s Tavsterjem pač do danes, pa do vmes, pa do kaj se zdaj dogaja, vse te inovativne rešitve in je tudi meni malo dvignalo kocine na hrbet, ko malo podoživiš. Dejansko je letos 25-letnica kempa Menina. Super. Sploh ne morem verjeti, da to tako milno, malo manjka vmes, ne vem, kako je te cajt se razporedil. Dejansko je občutek, kot da je 12-14 let, tako bi rekel. In
in mora to je indikator, da delamo nekaj prav, pa da še vedno uživamo v tem, da nam cajt beži prehiter in smo nekam pripeljali to menino in zdaj jaz si sam želim, da do konca še uredim, pa doinvestiram in pa da okolje še nas bolj razume, da Slovenija podpre družinska podjetja in pa na koncu, da če bodo moji otroci v tem se videli, pa mislim, da kar, ko moja hčera včeraj pomagala, ko mi čaka, da lahko na team buildingu kako igro kontrolira in na uro gleda, pa rezultate piše in kar sama prileti in sem vesel, da gre na gostinsko šolo, teda mislim, na gostinskem delu bo menina še marsikaj naredila in bo še slišati za nas tudi na tem področju. Tako da moja Nina je pa tak zaboljač, da bo kar kaj. Tako da si to želim za naprej in pa ja, pa poplavna varnost. Ja, seveda. Mi ful cenimo, res, da bom v imenu vseh nas treh govorila in naših partnerjev, ful cenimo, da si ti vzel čas za nas, ker si predstavljamo, da je res tvoj dan ima neskončno ur, očitno, da vse to zmoreš in da znova in znova te zgodbe pripoveduješ in iz različnih zornih kotov in se to verjetno veš, ali pa mogoče tudi ne, spreminjaš življenja že najmanj teh 25 let, a veš. Ne sam sebi, pa ne sam svojim gostom, ampak vsem, s katerimi je Kamp Menina povezan, od une gospe, ko solato proda, do unga, ko je prišel šaflat tisti poplavni mul ven. In to so učinki, ki se širijo, a veš, to je efekt metuljevega leta. Ne? In s tem, ko si prišel v naš podcast in ko te naši poslušalci poslušajo, njim spreminjaš življenja, ker njih navdihuješ, da se lotijo enako pogumno in vztrajno, kot si se ti. Da, hvala. Čestitke za uvrstitev med 20 najlepših kampov. Guardian je prepoznal to vrednost kampa in hvala. Ogromno delo in smo ful ponosni, da me se tako fajn zdi, kjer imamo delo, se lahko menimo, to je to. Točno to. Wow, hvala. Ja, hvala, mislim, včasih se morate res fajn zavedati, da morate se sam ali pa sami čas res ne zavedamo, da smo ustvarili eno okolje, da smo ustvarili neko celico v Savinjski, ki je okužila koga s turizmom, a ne? In želimo si še, da še koga okuži in smo zdaj tako srečni, ki imamo en mali bataljon domačinov, ko so začeli k nam pred naših za odor športe. Se pravi, imamo domačine, ki so bili zdaj na licenci za reševanje z divje vode in bomo to uporabljali za turizem, upam, da ne več za poplave, ampak res domačine imamo zdaj na odorju zelo pojačano ekipo. Teda eno okolje zdaj, da res kreiramo, ker se kar fajn počutijo in tudi domačini pridejo tudi kar na sprehod mim, ker pravi, da je tako, kar neki miga, kar neki žubori pri nas, da je res taka atmosfera, ki niti ne vemo točno, zakaj nastaja. Malo vemo, malo želimo, pa da res ne bi izgubili in je to kar luštno zdaj pač se iti. Ko ljubezen sejemo, bogato žanjemo. Ja, in pa tako s tem turisti se luštno meta, ne pa. Tako da vabljeni v soboto na otvoritev našega novega žara za piščance, drugače pa na kopanje. Če bo šle tudi želoc na rezo, če ne pridem. Tako, želoc pa za predjet. Jure Kolenc, hvala lepa, da si bil z nami. Kamp Menina sam naj še naprej cveti, uspeva. Hvala ponovno našim sodelavcem za kamerami. Žiga Sivka, slika, Rok Kogonič, zvok, to je center Nukleus, Mladinski center Velenje. Hvala Zavodu za turizem za Visto in pa predvsem podcast pripravljamo v sklopu aktivnosti Centra za pravični prehod Savša. Ta deluje v okviru Razvojne agencije Savinjsko-Šaleške regije in vse aktivnosti centra so sofinancirane iz tehnične pomoči Sklada za pravični prehod. Evo, hvala, da lahko to delamo skupaj. Hvala. Se vidimo. Ja, Vabljeni. ker vidimo dlje. Vabljeni.